cela zadeva je zakonita od začetka do konca. In že včeraj, sem dobil to vprašanje... Ampak zaposlitev je pogoj, se upravičujem, pri ustanovitvi socialnega podjetja. Ne drži. Drži, to piše v zakonu. Smo preverili, točno to piše. Točno to, gospod. Očitno ne. Mislim pa, da je tle na mesto, da sploh razložim, kaj mi sploh delamo. Mi imamo skupinsko nivo, kjer si kolektivno pridelujemo zelenjavo, ki jo uporabljamo doma v svojih gospodinstvih. Presežke malo odprodamo po prijateljskih vezah, po medsosedskih vezeh in tako naprej. In kar dobimo iz tega, nam pokriva, ne vem, stroške semen, sadik, protiinsektne mreže in tako naprej. Pač to ni nek biznis, to je, mi gradimo skupnost na tej nivi. Ampak pogledajte, gospod Kordiš, glavni namen socialnega podjetništva je zaposliti dolgotrajno brezposelne osebe. Vi, ki med vsemi kandidati najglasneje zagovarjate delavski razred, tega niste storili. Jaz sem delavskemu razredu iz svojega žepa omogočil, da si sami pridelajo zelenjavo za svoje lastne potrebe. Brez kakršnih koli stroškov. Verjamem, da je to težko sprocesirati. Verjamem, da v politiki nismo navajeni, da je nekdo pripravljen nekomu narodu dati nivo, evo, tukaj imate, pridelajte si svojo hrano. Jaz pa sem to naredil, ker v samo oskrbo verjamem. Vse to, kar počnete, je odlično, ampak vi ste kršili pravila, vi ste kršili ustanovni akt. In to, kar sem vam prej povedala, piše tudi na spletni strani, tam si to lahko naši gledalci zdaj le ta hip vsi preberejo. To je zapisano, da morate zaposliti ljudi, vi pa tega niste storili. Pač ne drži. Pravim vam, vaši fakti so napačni. Cela zadeva je zakonsko do pičice urejena, natančno tako, kot mora biti. Administracija naše nive, naše agrodivizije štima. No, vsezadnje štima tudi zato, ker sem sam kot pobudnik tega projekta politično izpostavljena oseba. In bi se takoj, ne glede na to, kako nekaj lepega mi tam delamo, nekdo vpiknil, bi nas šel preganjati, bi nam šel nagajati, čisto zato, ker bi nam lahko. Tako da, vse je zakonito, vse je okej. Jaz bi vas kvečemu povabil, da se nam na njivi pridružite naslednja sezona. Če bo šla nad vas inšpekcija, torej ne bo ugotovila nobenih nepravilnosti, pri tem vztrajate? Absolutno vztrajam pri tem. Tudi kakšno inšpekcijo smo že imeli.